samo malo. Me imaš noter? Ne, rajš me zamirati. Samo da sem not. Lahko? Spoštovane alternativke, spoštovani alternativci, nocoj z vami Ja. Okej, torej, dobrodošli. Kaj si pravzaprav naj predstavljamo pod V bistvu nič posebnega, ne. Nič ni zakomplicirano, nič ni, ne vem, ja, v bistvu niso kratice naših imen, moja bi lahko bila mogoče, ne. Sem Mitja, pa Mičo me kličejo, drugače pa ne, v bistvu tako, mi smo bili mlajši, smo se zafrkavali včasih, tako, v bistvu ne v tej družbi, ampak v eni drugi krog kolegov smo vedno pravili ne, tako smo se zafrkavali, ne. Tako da ne vem, pač Pa v bistvu je se razvilo, ker ful dolgo nismo imeli vokala, ful dolgo smo igrali brez vokala, pa smo rekli, bomo pač neki, kaj je to, medmet, ne, pač nekaj pač nepomembnega, torej ne moreš nikakor, lahko si poješ, ne, torej brez vokala. ful težko poješ, ne. Ja. Še boš ti kaj povedal Ja, preprosto pač nič ne pomeni, ampak nam dosti pomeni, tako da kdo čuje. Vsaki vikend. Vsak vikend še posebej, ja, to, vikendi so važni. No, jaz sem si recimo predstavljal, da nekdo, ki vas posluša, zapre oči in reče bi lahko bilo tudi to? Ja, v bistvu, ful dobro si se to spomnil, ne. Mislim, lahko je tudi ne. Aba ne. Lahko je tako, ne. Okej, koliko sem razumel, vaš prvi kako ste ga doživeli, ste zadovoljni, kako je igrati brez publike pravzaprav, ne, in ki ni tistega feedbacka, ne? Neke velike razlike ni, ne, med pred korona časih pa zdaj, ne, pri takih koncertih, ki jih mi izvajamo, ne, instrumentalna glasba, mi smo vedno imeli, ne vem, pač ni bilo glih ful dosti ljudi nikoli, ne. Tako da, ja, je prvi stream, ja, ampak ne vem, kaj je to pogosto, drugi bendi imajo, moraš biti res po moje veliki bend, da imaš ful dosti streamov. Ker je, ne vem, se mi zdi, da tudi lokalci naši, ne vem, če so imeli, če imaš enega, si po moje lahko ful vesel, ne. Tako da. Nimam kaj za povedati, dobro. To se ful bolj, ja. Ja, no, sam si dejal, da v bistvu gre za res neko alternativno glasbo, kjer ni toliko publike, vsaj verjetno, kar se tiče Slovenije, Maribora, ne. Glede na število prebivalcev, verjamem, da pač določen procent je pri nas precej nižja številka kot drugje. Pa me zanima, kako ste se pravzaprav našli in ugotovili oziroma se zavedali te ljubezni do inštrumentalne glasbe? Bili smo navajeni pač hoditi na vaje, pa ni več bilo vokala, pa smo pač dalje špilali, pa se mi zdi, da se je čisto v redu razvilo, no, tako da. Drugače tako ne v to smer sploh rinili. V bistvu, kaj 10 let, 12, smo začeli igrati, Evil Eyes je bil, midva smo začela. Ja, ne, tu imaš več. Mislim, da je 2008 bil zadnji koncert ali nekaj takšnega. Aljaž se je pridružil na prvem koncertu s tistim srednješolskim bendom in je že igral z nami, ker se je poslavljal, tisti bobnar je šel študirati in je Aljaž že takoj prišel k nam. Takrat smo še bili z vokalom bend, potem se je to končalo, ne vem, 2 leti smo igrali nekaj takšnega, ne. Menjali ful dosti basistov, ne, in potem Sašo je bil zadnji basist, ki smo ga našli. In potem smo v tisti zasedbi smo nehali igrati in smo igrali inštrumentalno dalje komade.
Ampak potem smo se enkrat začeli zavedati, da v bistvu komadi narejeni za vokal niso isto kot vokali narejeni za instrumentalno glasbo, ne. Mislim, vokali, komadi, ne. In potem smo bili še bili štirje, v bistvu 2 kitari, jaz, še ena kitara, pa bas, pa bobni, potem je še tudi drugi kitarist je odšel v London študirati in potem smo se kot trio smo rekli, ne bomo nič iskali dodatnih inštrumentov, mi trije dalje. Imeli smo nekaj vokalov tako na preizkušnji, ampak pač ni bilo sreče. Tako da smo kar nadaljevali, zdaj pa se že kar nekaj let. Mi smo bili vedno taki underground, mislim, vaje enkrat na teden, enkrat na 2 tedna, ne vem. In smo pač za dušo, iz veselja igrali in komadi so se kar nabirali, ne. Pol pa smo vseeno, ko smo se odločili, da bomo inštrumental, smo morali malo spiliti, malo spremeniti, ne. Ker mora biti malo bolj zanimivo, malo več melodij, z vokalom bi to moraš odstraniti, ne, da ni too much, ne. Pa še to, kaj sem še mislil povedati, zdaj si me zmedel. Ne, zdaj po moje sem spomnil. Nekaj sem mislil povedati, če. Se ti opravičujem, boš morda se vmes spomnil, v glavnem, ja, zdaj, ko si ravno pri tem instrumentalu, me zanima, zakaj menite, da lahko skozi inštrumentalno glasbo poveste več kot z vokalom? Zdaj ne vem, če je ravno več, ampak moje vsaj toliko, ja, enako kot z vokalom, ne vem. Pač melodije, ki jih drugače poje vokal, mi pač probamo zaigrati, pa ne vem, kitara, ne. Zato so tudi ti občasni loopi in vse to, da je malo več melodij. Zdaj naša želja je bila, ki še jo nismo realizirali, da bi še imeli, ne vem, da bi šli v posnete loope, posnete matrice, ne, da bi bilo še več zvokov, ne, še bolj huge, da bi zvenelo, ne. Ker mi smo le trije, ne, to, mislim, imaš bende, ki pač kot, ne vem, Muse pa ti bendi, ne, brez matric ni isto, ne. Ali pa imajo enega kitarista v ozadju, ali pa še se neki sampli, ne. Pač večje zveni, ne. Tako da mi nočemo biti overproduced, pa nočemo tudi biti preveč pusto, ne, da je na odru. Saj zato, ne, je v bistvu bilo nam to ful fajn, ker smo igrali, ko smo delali komade za vokale, smo že takrat ne overproduced, ampak vse preveč je bilo vsega, ne. Tako da se nismo zavedali, ker nismo bili vajeni na vokalista, da je preveč, da ko pride vokal, moraš vse, tako kot sem prej govoril, ne. Moraš bolj minimalistično igrati, ne, da pride vokal v ospredje. Zdaj pa smo si lahko to privoščili, ne, jaz posebej, ne, sem mislil, zdaj pa lahko se preseravam, ne. Ja, te popolnoma razumem in vprašanje se ponuja v bistvu kar sama, ne, zdaj si govoril o produkciji, pa me zanima, ja, kako je z vašo produkcijo v smislu albumov, zdaj imamo ta žalosten pandemični čas, ki ni niti približno naklonjen glasbenikom in nastopom v živo. Me zanima, če zdaj ta čas morda izkoriščate za produkcijo, lahko kaj pričakujemo? Ja, lahko se pričakuje novi singel, je že skoraj 1 leto v miksanju oziroma v masteringu. Teda novi singel pride, upam, da čim prej, ne vemo še točno, izid, Matic, kje si Matic? No, ne Matice, mislim, da ga ni, ker je z Bistrice, nema veze. Tako da, ja, imamo še pa v rokavu za ta naš prvi komad Crystal Clear, ki smo ga zaigrali, kristalno jasno, imamo v navezavi z umetnostno akademijo v Novi Gorici, se bo izdal en animiran spot, je v pripravi, tako da takrat bomo tudi malo več aktivni na socialnih omrežjih, zdaj smo bolj mislim, ne zatonu, pač malo smo se umirili, ker že predolgo traja ta pandemija in vse skupaj, tako da smo pač enostavno bolj umirjeni. V bistvu ta komad je že veni, ne, kako leto, že na teh platformah pa to, ampak smo potem pač šansa, da s to študentko, to je diplomska, ne, njena diplomska in prvo
smo valjda zagrabili, ne, smo rekli, ja, zakaj pa ne, in zdaj pa vedno boljše vse postaja, zdaj smo videli že tik pred koncem, ne, da čakamo, kdaj bo zdaj. Verjetno je povezano z njenim zagovorom, oddajo, ampak res zelo dobro animirano, ne. Mi smo pričakovali bolj stripovsko, ampak zdaj je že res ful dobro, ne, z efekti je pa to. Potem, ja, tako ono meno, tisti single, ki ga čakamo, pa še nekaj pripravljamo, ne. Ena predprodukcija je zaključena, kar pa je, mislim, ne vem, ali ni skrivnost, ne skrivnost, ampak nekaj nenavadnega za nas, ne. Ravno o tem, ko smo se prej pogovarjali, ne, česa nimamo, ne, bomo v tistem komadu imeli, ne. Ampak imamo gostjo, tako da, ki jo verjetno poznaš, ampak ja ne bom res da. Ne? Morda posebej za naše gledalce ime samo, če izdaš brez priimka. Komada? Ne, vokalistke. Ali je že to preveč? Lahko povem kratice. RK. No, vsekakor premierno se lahko vaš singl seveda na Alter Radio zavrti, ne, in tudi z veseljem bomo ta videospot na radijski spletni strani, na vseh državnih omrežjih, tako da prosim, ja, z veseljem. Zdaj me pa še zanima, mogoče malo širše v smislu, kdaj ste pravzaprav ugotovili, da bo glasba tisti medij ali pa ne vem, del umetnosti, s katero se želite izražati? Kdaj? Po moje vsak naj za sebe pove. Ne vem, jaz sem začel igrati kitaro v srednji šoli. Večkrat tako razmišljam, mislim, tako se je začelo, tako lahko bi knjigo napisal, ne, tako je zanimivo, ne, so bili čisto drugi časi, ne, zdaj ni bilo težje, ampak so imeli naši predhodniki še težje, ne, ko so se učili poslušali radio in so se učili, ne, prek radia, kar je v bistvu ful dobro za posluh, ne. Ampak ne vem, pač veselje do glasbe, začel sem, ne vem, igrati kitaro ful hitro, po, ne vem, eno leto mislim, da sem igral, sem se že pridružil enemu bendu in potem kar dalje smo mi začeli pač preigravati, ne. Ti pa podobno, ne, si se pridružil? Jaz sem v srednji šoli začel, nekako se moč izražati, no, mislim, umetniško sem se itak že izražal, z risanjem, pa na splošno arhitekturo pa tako dalje. Ja, arhitekt sem drugače, ampak bobnanje pa mi je bilo neki drugi spekter izražanja in vedno sem poslušal bobne v glasbi, imel srečo, da sem imel sošolca, ki je bobno igral, sem se njemu nekako prištulil, sem igral več ja, hvala Peter. In sem potem enostavno pač dalje šel, 2 leti sem igral, takrat, ko sem se pridružil njim, pol pa sem vedno nekako negoval, tako kot smo mi negovali stike in vaje, vsaj enkrat na teden vedno, tako da to je že neka stalnica, neko izražanje, stalno izražanje, no. Zdaj pa še Sašo. Jaz se Tom tu, ja, ne saj. Ja, ne vem, jaz pa sem začel pri enih 6, 7, ko sem pač doma smo imeli klavir in sem pač potem mogel klavir špilati in mi tisto ni tako ustrezalo, pa sem potem kasneje na tubo preklopil, sem v pleh muziki tubo špilal, pa še zdaj igram. Vmes pa sem se v bistvu družil z enimi kolegi, ko so bili band, pa so me, v bistvu basista niso imeli, pa sem kaj pa če bi jaz baš špilal in sem tako začel takrat pri 17, 18, pa sem potem, ne vem, 2, 3 leta kasneje, pa sem se potem nekako njima dvema pridružil, oziroma takrat so še bili 4, no, z vokalom, tako da, pa ne vem, zdaj pa ne bi hotel, mislim, zamenjati nobenega drugega benda, zdaj v Mariboru trenutno pač karkoli je od scene, no, tako da, upam, da bomo dalje delali, no. No, zdaj, če smo že pri bolj osebnih temah, morda 5 stvari, ki bi jih morali vaši fani in vsi ostali vedeti o vas kot glasbenikih? Kot glasbenikih ali na splošno, kot benda, da vadimo v isti sobi že od začetka. Mislim, odkar se on pridružil, je rekel, pridite k meni. Hiša ful blizu pekarne, tu, tam vadimo že od vsega začetka, potem
Kaj je tako posebnega? Jaz igram na istih bobnih še, kot sem začel bobnati, tako da. Ti črni Yamaha bobni so enaki, isti v bistvu. Kaj je posebnega? Zelo smo veseli in zabavni. Da zaradi neutralnega placa smo ful resni na vajah, ne? In nismo nikoli, ne vem, imamo res sobico, inštrumente noter, ni dobene zofe, ni nič, veš, teda, HR v bistvu včasih bo fajn, ne, ampak mi smo res, šprijemo, špilamo, gremo, ne. To je štirka? Zdaj je štirka? Ni več jogija, no, ti je rekel. To je ali še ena. Legalize it. Kaj? Legalize it. Legalize it. Legalize it. Okej. To je posebnega za nas. To je nekaj posebnega za nas. Okej, še to me zanima, se vam je že kdaj na odru med koncertom zgodilo kaj zelo nerodnega? Bobnar upade činela, bobnar se zmoti. Ja, je vse zabavno, ne. Mogoče prvo tako gledaš, kaj je zdaj, kaj je s tabo, ne. Samo je vse smešno. Enkrat tripalo. Kaj mi je tripalo? Ko je bil flash. Ja, enkrat tu v Gustav smo igrali, pa je tisti blic mi je, tako mi je tripalo. Ne, na štuku je bilo in smo se vstavili po 20 sekundah in sem rekel, prosim, izklopi, ne, ker od prečk se je tako odbijala slova, da tak sem videl roko v flashih, tako mi je zamujala, veš, in sem rekel, ne morem špilati, ne. V najhujšem komadu nekem, ne. Ja, točno to, si pametno. To je bilo tako, smešno, ne. Nismo imeli takih pripetljajev glih, vedno se nekdo zmoti, nikoli ni perfekt špil, to je vedno zabavno, vedno čakaš, kdaj se bo nekaj zalomilo, ne. Ja, izvoli. Ne, nič, mislim, ni kaj za dodati, pač na koncertih nikoli ni dosti ljudi. Na koncertih nikoli ni dosti ljudi, tako da nekaj dosti se ne more zgoditi, ne. Kaki stage davijo, pa kaj taki niti približno, ne. Od zdaj naprej, bojo, ja, upam, da ne. Jaz smo enkrat zbolel, en dan, 2 dni pred špilom in smo igrali na štuku, sem imel ful prebavne težave, vročino, kuhalo me veni, pred korono, to več let. Mogoče je bila korona, že takrat vse korona. In sem pač še minuto, preden smo šli na oder, sem še bil na WC-ju. Ful sem bil verjetno dehidriran, pač komaj sem čakal, da je konec, no, ker rekel sem pa jima, ne, če moram iti dol, grem dol, ne, pač, boste videla, ne, nekaj špilajte, pač, če bo sila, ne, ker je bilo katastrofa, ne. 2 dni, 3 dni, mogoče bila zastropitev celo. Ne, nisem rabil dol. Tada sem bil ful vesel, ne. Obraz si gledal, ne, ker sem bil ful resen, ne. Super, hvala, res se vam zahvaljujem za te vse osebne zgodbe in dogodivščine, ki ste jih delili z nami. Da zaključimo v bistvu tako, kot smo začeli z live streamom, zakaj menite, da so live streami koncertov iz Gustava še vedno bolje kot nič? To si sam odgovoril z zadnjimi 3 besedami, ne. Ker je bolje kot nič, ne. Ker mislim, mi nasploh, tako si rekel, inštrumentalni band z Maribora, nimaš toliko priložnosti za igrati, zagrabiš vse, kar se pojavi, ali pa se ne moreš udeležiti, ne vem, to je bilo večkrat se je zgodilo, ne, da žal ni šlo, ne, spomniš, se pojavi neka šansa, pa joj, ni me, ne grem tja, ne vem, imam en od nas, ne, in pol nismo mogli igrati, ne. Drugače pa smo veseli, vedno bili. To sem še mislil povedati, ko smo bili, tudi prvi špil se je zgodil tu, ne, naš kot trio, ne. Tako da, Huber, hvala, ne, to ne bomo pozabili. V bistvu smo bili ful lago, ne, on je rekel, daj pridite zdaj iz te kleti ven, ne, da vas zvabim, ne. In smo potem prišli in pol pa v bistvu točno to je potem sprožilo, ne, da smo začeli koncertirati, ne. Teda on, če ne bi rekel, ali zdaj pa pridite igrati, ne, ker vem, da imate komade, ajde, ne. Teda to je cool, ja. Drugače pa ja, mislim, prvi stream, mogoče še bo kdaj kaj, meni je super, no. Vredno kvaliteta tudi, zelo solidna smo slišali že, v bistvu
Tako da, super, no. Mislim, streami, ja, boljše kot nič, ne. Čeprav jaz osebno imam rad, da je, ne, da so ljudje, jaz sem socialen človek. Vsak da meni, to je pač, mislim, edino, kar sem gledal od streamov, je bilo moče dubioza, pa še to je bilo pač tako, da pogledaš. Vala sebe bom gledal, ne bom se gledal, ampak Jana, kaj ti še? Ja, res je bilo, mislim, je bilo vse skupaj organizacija pa to, tako da se je lepo speljalo, tako kot je treba. Menda še bodo, no. Ja, hvala vsem, ja, celi ekipi pa Gustavu pa vse, ne, da smo lahko deležni tega, ne. Pa Alter Radio seveda. Ja, to sem mislil reči. Pač izkušnja je super, ne. Škoda bi bilo, da ne bi to izkusili, ne. Smo veseli, da smo se udeležili in da še intervju za tem, super, no. Nekaj vrste promo, ne. Prvi intervju, tako da hvala, ne. Hvala vsem, hvala ekipi, hvala tebi. In hvala tudi vam za odličen glasbeni večer in definitivno zdaj boste prilezli iz te kleti. Definitivno vam Alter Radio ponuja, da vas promoviramo, verjetno tudi Gustav, ko bo omogočeno še publiki, da vas vidi. Seveda, to velja tudi za vse ostale, ki so že tukaj igrali in še bodo. Čiko, upamo napovedati že kaj vnaprej? Kakšen live stream še? Zaenkrat nič, dobro, odkimava. Šalca, ti se strinjaš? Aha. Ti upaš kaj napovedati še? Ne, dobro, vsi odkimavajo. Sigurno še bo. Želimo pa si vsi čim prej publike. Tako da... Aha, Bezo ponuja božični termin, tako da vsi zainteresirani za Božič, live stream iz Gustava, sicer pa hvala, ker nas spremljate in hvala, ker nas boste še spremljali in ostanite Alter.